Lahko vprašam, kak človek, navaden človek, lahko si najde svojo moč notranjo, torej svojo neku prednost taka, ki je njegova avtentičnost. V čem pa je njegova moč, kak je to najde? To pa je vprašanje. Jaz imam rada taka vprašanja. Prva smer je ta, da je kar fajn, da se naučiš pogovarjati sam s sabo. Čeprav meni osebno to zelo, zelo težko, ker ta not v meni je tak, zna biti tudi zoprn, in pa zoprnim človekom se ne rad pogovarjam. Tako, to vedno je boj, ne? Vedno je, ko je kakšna taka tema. Ta druga zadeva je pa, moraš biti avtentičen. In ko se zavedaš, da moraš biti avtentičen, ne? Jaz verjamem, da pol postaneš avtentičen. Da enostavno ne igraš vlog, ampak si to ti. Jaz moram reči, da jaz osebno s tem res nimam težav in sem že od nekdaj tak, da imam odprto, transparentno komunikacijo z ljudmi. Težim k res iskreni komunikaciji, ne samo odprtim, k res iskreni, skratka še mogoče kakšna beseda več kot pa premalo. In jaz moram reči, da uživam v svojo avtentičnosti, ker je zelo poenostavljeno potem tudi živeti, ne? Ker enostavno ti ni treba razmišljati o tem, da igraš ti neke vloge, ali pa zdaj sem jaz oseba A, potem oseba B. In v bistvu, ko najdeš ta notranji mir, ne? Sam pri sebi, je to zelo prijeten občutek. Je pa to verjetno povezano tudi s kilometri, ki jih narediš v življenju, ne? In pa z zavedanjem, da sometimes we win, sometimes we learn. In da takrat, ko je learn, takrat se učimo, ne? Kot že besedica pove. Takrat, ko je learn, takrat dobivaš dodatno vrednost. Zmage so fajn, zmage je fajn, to je vedno luštno praznovati, pa fešta, pa veselje, pa tako, ne. Učenje nastopi pa takrat, ko ne zmagamo. Ali to bo privatno vprašanje, če ne bo všeč, lahko izrežem, v čem je vaša moč? Mene kot osebe? To sem že velikokrat slišal, kakšne take stvari, ampak jaz osebno mislim, da imam to sposobnost prenašanja izkušenj, znanja, veščin na druge. Imam sposobnost motivirati druge ali pa rečemo navdihovati druge. Največjo moč pa jaz čutim samo v sebi, ker dejansko po vseh teh letih izkušnjah enostavno živimo uravnoteženo življenje in to mi pa kot osebi največ pomeni in potem tudi verjamem, da navzven to kažem. Najlepša hvala vam in zadnje vprašanje točno. V čem pa je smisel življenja? Da si ti uravnotežen in da deliš to uravnoteženost na način, da ljudi okoli sebe usrečuješ. Najlepša vam hvala iz srca in upam, da naši gledalci, ko bodo to gledali, bodo gledali to niti enkrat, a nekajkrat, da prvo poslušajo, potem pa nekaj še dobijo tega, kar je bolj globoko. Hvala. Zame je bila velika čast. Najlepša hvala vam. Hvala.